Ja, tako. Govorili bomo o okroglih trebuščkih, pa mogoče, kaj pomeni biti mama, kaj pomeni vstopiti v svet materinstva. Na vsa ta vprašanja boste lahko boste lahko mamice z okroglimi trebuščki dobili odgovore, sicer 24. septembra v kreativnem otroškem mestu Mini City, kjer pa bojo organizirali posebno srečanje, ki tokrat ne bo namenjeno otrokom, ampak nosečnicam, tako kot sem rekla. In mogoče Nina, dobro jutro. Dobro jutro. Za začetek mi lahko malce več poveš o tem, kako so nastali okrogli trebuščki in kako jih sprejemajo nosečnice. Kot si že rekla, Mini City je kreativno otroško mesto, ki je v prvotnem pomenu namenjeno otrokom. Ja. Ker se je pa čez leta pokazal interes za organiziranje dogodkov za nosečnice, smo nekako stopili skupaj in skupaj z našimi partnerji se odločili, da pa naredimo tudi naš dogodek, bomo rekli nekega našega dojenčka, okrogle trebuščke, ki je pa namenjen izključno nosečnicam in tudi mladim mamicam, ki so ravno postale mamice. Kako pa recimo izgledajo potem te okrogli trebuščki? Okrogli trebuščki so, bom rekla, nekaj skupek interaktivnih delavnic in predavanj. Po drugi strani pa je to omreženje za nosečnice. Nosečnice se tam zberejo, najdejo kakšno prijateljico za bodoče vozičkanje po parku ali po mestu. Na našem dogodku pa izvajajo veliko uporabnih, praktičnih in predvsem zanimivih in strokovnih vsebin. Ja, to pa sigurno. Kako pa jih sprejemajo nosečnice? Nosečnice jih sprejemajo zelo dobro. Za sabo imamo že več kot 13 dogodkov, skozi katere, bom rekla, smo spravili že več kot 1500 nosečnic. Zelo dobro so obiskani zaradi tega, ker je malce drugače, ker kot veste, otroci se radi učijo skozi igro, tudi nosečnice imajo rade nekaj praktičnih stvari, ne samo gole teorije. Ja, to je res. Se me je tudi presenetil podatek na vaši spletni strani, da se na vsakih 26 minut postane neka ženska mati. Tako. Potem je tudi primerno, da se dogajajo te dogodki, da mogoče malce več izvemo. Kako dolgo pa že potekajo te? Dogodki potekajo že 4. leto. Vsako leto izvedemo približno 3 dogodke v različnih delih leta, da nekako poskušamo zajeti celoten bazen nosečnic v tistem letu. Ja, sigurno. Koliko nosečnic pa je obiskalo do sedaj? Kot sem že rekla, več kot 1500. Več kot 1500 nosečnic je že sedaj se udeležilo naših dogodkov. To je kar lepa številka, ne? Zelo lepa številka, zelo smo veseli, ker s tem nekako je tudi to potrditev za nas, da delamo dobro, da so vsebine, ki jih izberemo, res zanimive in seveda, da nosečnice te vsebine pogrešajo. Sigurno. Omenila si pa tudi, da se bo na ta dan odvijala različna predavanja, različne delavnice. Kaj pa bodo lahko izvedele bodoče mamice? Nosečnice bodo tako na predavanjih in delavnicah izvedle različne teoretične vsebine, ki bodo podkrepljene s prakso. Naprimer, če naštejem samo nekaj primerov, spoznale bodo, kako pomembno je finančno planiranje za svojega otroka, kako izbrati res kvalitetno plenico za otroka, katerih sestavin ni dobro, da so v otroški kozmetiki, kako pomembna je prehrana med in po nosečnosti, torej prehrana prvih 1000 dni. Potem se bodo spoznale z različnimi, bomo rekli, nekimi prehrambenimi dodatki za utrujenost, za anemičnost. Spoznale bodo, kako pravilno pripeti otroka v lupinico ali kasneje v otroški sedež in kako je sploh pomembno izbrati sedež in lupinico pravilno. Spoznale bodo tudi, kaj je to odvzem popkovnične krvi, zakaj je dobro, da shranijo nosečke svoje matične celice in še mnogo drugih stvari. Predvsem pa bomo tudi poskrbeli za naše nosečnice s sladkimi presenečenji in seveda tudi osvežilnimi. Prav sedaj, ko si govorila o vsem tem, kaj bodo izvedele, sem kar vroče mi rata. Hvala Bogu, nisem še noseča, ampak sigurno pa, ko bom prišla na delavnico, ker sploh nisem vedela, koliko stvari se skriva za tem. Res
res je, mi se vedno trudimo, da so delavnice narejene na praktični način, da nosečnica poskuša previti dojenčka, kako se ga pravilno previje, kako pravilno očistiti popek, kako pravilno otroka pripeti, kako manevrirati z vozičkom, katero prehrano izbrati. Res čim bolj praktične vsebine, ki jim tako služijo v času nosečnosti in seveda potem tudi kasneje, ko so že mamice. Pa recimo se tudi kaj učite, oziroma imate delavnice recimo o tem, kako ločiti, kakšen jok je, ne vem, recimo trma ali pa ko je res kaj narobe, ali pa ne vem, kaj tudi od psihologije, kako delati. Mi imamo tudi pri nas, imamo vedno strokovne podpornike, ki imajo, bomo rekli, neke strokovne delavnice. Prav teh nekih psiholoških ravno nimamo, ker vedno pravijo, mamica svojega otroka kasneje zelo dobro spozna. Ja. Ker sem pa že prej omenila, da je to mreženje, imamo tudi mamice, ki so že, ne vem, rodile enkrat, dvakrat, mogoče celo trikrat, in si tudi med sabo delijo neke izkušnje, bomo rekli, te že izkušene nosečnice, prenašajo na te mlajše neko svoje uporabno znanje. Ja, sigurno, sigurno. V čem pa se recimo razlikujejo okrogli trebuščki od ostalih šol za starše? Šole za starše so narejene na zelo teoretičen princip. Predstavljamo si eno predavalnico, kjer sedijo bodoče mamice, bodoči očetje in poslušajo neko teorijo. Pri nas pa se trudimo, da je res vse praktično, da vedno se trudimo pri delavnicah in predavanjih, da je čim bolj oseben stik, 1 na 1, kjer lahko nosečnice vprašajo karkoli želijo, izpostavijo neke svoje pomisleke, mogoče se jim že v času nosečnosti poraja kakšno vprašanje, na katerega mogoče druge niso dobile odgovora, in z našimi strokovnjaki le potem to predebatirajo in dobijo nek res konkreten odgovor. Se pa vedno trudimo nosečnicam približati vse to in da je tudi zanje sproščujoče, zabavno. Ja, tako, to je tudi zelo pomembno, da lahko v tem času hormončkov se malo sprostijo. Zanima me pa, kje se lahko prijavijo na vaše delavnice? Vse nosečnice se lahko prijavijo na okrogle trebuščke na spletni strani okroglitrebuščki.si, kjer je tudi vse opisano, kdo je podpornik letošnjih trebuščkov, katera podjetja se nam bodo pridružila, če jih našteje mogoče samo nekaj. Podjetje Recaro, blagovna znamka Hip, potem podjetje Ortodental, da bodo malo povedali o skrbi zob, med nosečnostjo, po nosečnosti, potem podjetje Farm Medica, podjetje Medisanus, podjetje Biobanka, NLB, Nelipot, Bambo Natur s svojimi pleničkami, Abena Helpi, z mogoče malce tabu temo o inkontinenci, ki je seveda primerna tako za nosečke, kot seveda tudi za druge. Za sladek sprejem bodo poskrbeli iz Cukrbiroja in Lapopsija z osvežilnimi lučkami. Za celoten dogodek in njegov izgled pa bo poskrbela Hiša Vizij, ki pripravlja res čudovito tako baby shower okrasitev. Čudovito, in zelo mi je všeč, da sodelujete tudi s slovenskimi res podjetji, recimo od Lapopsi, pa Nelipot, pa te različne. Ker smo že v osnovi družbeno odgovoren projekt, se nekako trudimo, da tudi na vse naše dogodke nekako povabimo slovenska podjetja, ki jih želimo predstaviti. Res verjamemo v kakovostne slovenske produkte in se nam zdi škoda, da jih ne bi povabili na tak dogodek, kjer se res lahko predstavijo svoji ciljni publiki. Sigurno. Pa so tudi se pravi za letos dogodke podprli strokovni podporniki, kot so to recimo v prejšnjih letih bili Porodnišnica Postojna? Tako, Porodnišnica Postojna je naš, bomo rekli, nekako strokovni pokrovitelj. Tudi letos je naš strokovni pokrovitelj dr. Aleksander Merlo, ki je pridobil laskavi naziv Moj ginekolog leta 2019. Vedno nagovori nosečnice, podpira našo idejo, nam tudi pomaga pri kreiranju vsebin. Letos smo še, to sem še pozabila omeniti, dodali še enega partnerja, zopet s tabu temo, Luxury Intimate, ki imajo različna olja. Ja, one so super, to sta dve sestri, Tamara in...
In še nekdo. Sestra, ja, Tako. oni imata super olja. Tako. Ja, tisto tudi. Tako da ja, imamo vedno strokovne podpornike, porodnišnica Postojna, kateri namenimo tudi kotizacijo. Ja, no, in ko smo lih pri kotizaciji, za dogodek znaša 10 evrov, čemu Tako. pa je namenjeno? Kotizacija je tako 10 evrov, mi pa potem v celoti kotizacijo namenimo porodnišnici Postojna. V lanskem letu smo tako pomagali pri nakupu ultrazvoka za dojenčke, v letošnjem letu pa bomo še videli, vedno jo podarili jo bomo in bomo nekako pomagali pri nakupu za aparature, Ja. ki jih potrebujejo dojenčki ob porodu. Ja, sigurno. Pa recimo zdaj se pravi, ker zelo dobro sledimo vašim informacijam, smo izvedeli tudi o paketu presenečenja, ne, ki ga dobijo nosečnice, pa nam mogoče lahko zaupate, sicer se gre za presenečenje, pa mogoče kakšno stvar, kaj se skriva v njem. Tako je. Mi na vsakem dogodku ob koncu nosečnicam podelimo tudi res lep in uporaben paket presenečenja. V njem se skrivajo tako izdelki, ki jih bodo uporabljali nosečnice. Treba je podcrtljati malce mamice, one so tiste, ponavadi vedno vse za dojenčka. Ja. Mi pa se trudimo, da podcrtljamo tudi njih in seveda nekaj uporabnih stvari, ki jih bojo lahko uporabljale po porodu. Mogoče, če jih naštejem samo par, posladkale se bodo lahko z Lapopsi bomboni, pridobile pleničke, previjalne podloge, intimno milo, s pomočjo podjetja Bambonatur in Abena Helpi. Potem se bodo dobile senčnike podjetja Recaro, čudovit paketek blagovne znamke Hip, šparovček podjetja NLB, Ja. za zgodaj je treba začeti varčevati, in še ogromno drugih stvari, ki pa naj zaenkrat ostanejo še presenečenje. Jaz se bolje, da so presenečene, da bo potem Tako. še veselje tako večje. Pa mogoče, zdaj se bliža proti koncu, recimo, kaj bi povedali nosečnicam, kaj bi jim dali za popotnico? Sama še nisem mamica, niti v veselem pričakovanju. Lahko pa rečem, ker sem že več let zraven pri organizaciji tega dogodka, da je to res nekaj, kar bi osebno priporočila vsem nosečnicam. Vedno strmimo, vsi si želimo nekaj praktičnega. Teorijo lahko preberemo na internetu, vsi sposodimo knjigo. Tukaj pa res vse praktično in večino ljudi je narejenih tako, da želijo vse sprobati v praksi, se vsega dotakniti, vse poskusiti, povonjati. In to je res ena čudovita priložnost, kjer lahko res to mamice vse preizkusijo. In lahko rečem iz izkušenj, da ko bom sama enkrat v veselem pričakovanju, se bom res z veseljem udeležila, ker je res kvaliteten dogodek, s polno strokovne vsebine, sproščeno, mamice res uživajo. Tudi mi kot organizatorji smo zelo veseli, ker dobimo na koncu neke pozitivne feedbacke mamic, da je res bilo lepo. In tudi mamice, ki so potem večkrat v veselem pričakovanju, se večkrat vračajo k nam. No, se to mi je zanimivo, da se vseeno vrnejo k vam, ne glede na to, da so imeli že to izkušnjo enkrat, mogoče dvakrat. Mi se tudi vedno trudimo, da na dogodkih predstavimo tudi kakšnega novega partnerja. Nekaj seveda večinoma so naši to stalni partnerji, ki so z nami že od vsega začetka. Dajmo pa tudi priložnost novim, mogoče malce manjšim podjetjem, ki imajo res kvalitetne izdelke ali res dobro vsebino, za katero mi menimo, da je res dobro, da jo nosečnice in tudi mogoče že mamice slišijo. Več o tem dogodku bi pa jaz res povabila vse nosečnice, da si ogledajo našo spletno stran okroglitrebustki.si, kjer so napisani tudi vsi naši partnerji, ki so z nami na letošnjem dogodku, tudi časovnica dogodka. Za vsa vprašanja pa smo tako ali tako vedno na voljo v Minisitiju. Ja, sigurno. Pa tudi sem videla, da imate na spletni strani neke take praktične... Tako, letos smo, bomo rekli, še naredili še nek korak dlje, tudi ki smo ga že pred leti. Objavljamo strokovne in vsebinske članke, ki lahko mamicam nekako pomagajo pri ali pred porodom, po porodu. Vedno jih pripravljamo skupaj s strokovnjaki, da je vsebina res strokovna, da je res nekaj, da mamice izvajo na novo. Ne samo nekaj, kar lahko preberejo v vsaki reviji ali na drugih spletnih portalih. Ja, sigurno.
Pa samo še to me je zanimalo, ker vas nisem Ja. vprašala prej. Koliko časa trajajo delavnice? Dogodek traja 4 ure, od 4. do 20. ure, torej zvečer. Kot si že prej omenila, je to 24.9. Pripravljeni smo. Prijav že imamo veliko, seveda pa še spodbujamo, da se še prijavijo nosečke. Tako da dogodek je 4 ure in seveda pa vmes poskrbimo, da imajo nosečnice dovolj časa za odmor, za neko počivanje. Sigurno, da ga lahko straniše. Tako, da se okrepčajo, da jih res razvajamo v tem času, ko so pri nas. Zdaj, za trenutek si kar malce želim biti noseča, da bi lahko prišla zraven, ampak mislim, da bodo ti dogodki tudi v prihodnosti. Tako, dogodki so kljub temu, da jih imamo že 4 leta, še vedno zelo dobro obiskani. Mislim, da sem nekje zasledila podatek, da je na leto v Sloveniji približno 20.000 okroglih trebuščkov, kar pomeni, da tudi rodnost vedno bolj narašča, nosečnic je vedno več. In dokler imamo tako res dobro obiskane, res podporo, tako podjetij, strokovnih delavcev, kot tudi obiskovalk, bomo še vztrajali in pripravljali dogodke. Super. No, če ne, prej smo videli v naši delavnici. Upam, da tudi že kaj prej. Mi se žal moramo preseliti v oglase. Hvala še enkrat, Nina, ker si bila z nami. Hvala vam za povabilo. In če ne drugega, bomo pa še kdaj v Mini Cityju govorili več o otrocih. Se gledamo.